Občina Slovenska Bistrica in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta preteklo soboto ob vhodu v vojaško skladišče na Zgornji Lužnici pripravila osrednjo občinsko slovesnost ob 32-letnici samostojne države Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti. Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, je omenil pomembnost skladišča na Zgornji Lužnici med vojno za Slovenijo. V dneh, ko praznujemo 32. rojstni dan naše države, sem že večkrat dejal, da demokracije, kot je v Sloveniji danes živimo, ne bi bilo, če ne bi politiki v prelomnih časih bili dovolj modri, da so doumeli, da je za enotnost naroda, za uspeh na plebiscitu ključna enotnost politike. Iz tega moramo črpati navdih tudi v prihodnje. Kljub različnim pogledom na svet, kljub različnim mnenjem, stališčem, ki odražajo nazorske razlike pa tudi raznolike vrednote, si moramo tudi danes in v prihodnje prizadevati za ohranjanje temeljnih vrednot in vztrajati pri mirnem reševanju izzivov, še posebej tistih najpomembnejših, od koder je odvisna prihodnost naše države in blaginja naroda, državljank in državljanov. Demokracije, kot je poznamo danes, pa ne bi bilo, če ne bi enotnosti politiki sledila tudi pogum in odločnost mnogih izjemnih posameznikov. Bistričani ste zagotovo ponosni na številne posameznike in dogodke, ki so pomembno in tudi širše prispevali k izpeljavi projekta osamosvojitve. V prelomnih časih so teritorialci na območju Slovenske Bistrice in še posebej Zgornje Lužnice odigrali za celotno Slovenijo eno najpomembnejših in odločilnih vlog. Tik pred osamosvojitveno vojno je bilo v vojašnici okoli 500 vojakov in častnikov Jugoslovanske ljudske armade, ki so med drugim varovali skladišče orožja in telekomunikacijski center na Boču. Prav zaradi strateškega pomena obojega je teritorialna obramba v času priprav na osamosvojitev občinski štab v Slovenski Bistrici ohranila kot samostojen območni štab. Mobilizacija na Bistriškem je bila skoraj 100-odstotna. Pripadnost in angažiranost posameznikov in civilistov pa izjemna in neomajna. Blokada vojašnice na Zgornji Lužnici je zagotovila, da ni prišlo do spopada in razdejanja mesta, da so bili nenazadnje varni tudi okoliški kraji in mesta, saj je na tem območju JLA na 27 hektarjih hranila ogromne količine streliva in minsko-eksplozivnih sredstev. Ta dogodek pa je nedvomno tudi močno dvignil moralo osamosvojiteljem širom Slovenije. Blokado skladišča in selitev orožja na manj dostopne lokacije je izvajala četa pod poveljstvom gospoda Mirana Krušiča. Spoštovani, za vašo modrost in predanost se vam na tem mestu zahvaljujem in vam čestitam, saj ni nobenega dvoma, da je zavzetje vojašnice, pred katero danes stojimo, pomenilo prelomnico v poteku vojne za Slovenijo na vzhodno-štajerski pokrajini. V kulturnem programu so nastopili moška komorna skupina KUD Lojze Avžner Zgornja Lužnica ter učenke in učenci osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Lužnica.